Vse se konča z nami. Pravzaprav z nami se začne pravi svet. Mi smo tisti, ki končujemo slepo verovanje v blef, v holograme, v rekla kazala, v interpretacije raznih strokovnjakov in učenjakov, ki so interpretirali tako, kot je nekomu pasalo. Tako pa je pasalo sistemu in tako je pasalo temni zavesti, demonski zavesti, temu duhu, o katerem smo se pogovarjali v prejšnji oddaji. Nekako v prejšnji oddaji sem hotel reči, da gre za 1000-letno bitko med dobrim in zlobnim duhom, med človekovo zavestjo in med demonsko zavestjo. Ampak nekako nisem tekom cele oddaje rekel, da gre za bitko, ki jo bije vsak sam in vsak sam mora iziti iz te bitke. Sploh prepoznati, da je v bitki, kdo je napadalec, kdo je tisti, ki nekaj brani, kdo je vsiljivec in na kakšen način pravzaprav je smiselen način obrambe. Jeza in agresija ni tisto, kar je pravi način obrambe, to je pravzaprav tisto, kar napadalec od nas želi. Da v nas vzbudi jezo, mržnjo, zavist in da jo vase sprejmemo in da jo nosimo naprej. In počasi ugotavljamo, da je miren odziv edina prava pot, ker mirnost je tisto, kar želimo imeti, kar želimo vzdrževati, in mir je tisto, kar branimo. Svoj notranji mir. Ne moramo mi vplivati na nekoga, da je lojalen do nas. To je njegova stvar. Ne moramo zahtevati od nekoga, da je do nas lojalen, spoštljiv. Lahko samo ustavimo oziroma ne dovolimo, da v nas penetrira nespoštovanje, nelojalnost, izdaja, rušenje dostojanstva. To v nas penetrirati ne sme. Veste, bali so se dneva, ko bomo ljudje ugotovili, da vse obtožbe, ki so nam jih zmetali, niso nič drugega kot njihove lastne projekcije. Lastne projekcije in lastne frustracije oni projicirajo na nas in nas obtožijo, da smo krivi tega, kar so sami. Z drugimi besedami nekako na nas prelagajo svoj križ in svojo krivdo, svojo odgovornost. Ko pa jih povprašaš, kako in kaj, pa odgovora ni. Torej gre za ne odgovornost. A ne? Jasno in glasno. Ja, o hologramih sem se tudi hotel malenkost pogovarjati oziroma malenkost dati v spredje. Hologram je nekaj, kar ni resnično, zgolj predstavlja nekaj, kar naj bi bilo resnično. Hologram je pravzaprav tudi Dedek Mraz. Dedek Mraz. Dedek Mraz, kot nam ga predstavljajo, ne obstaja, kaj ne? Tudi vojna v Ukrajini ni bila taka, kot so nam jo predstavljali, kaj ne? A lahko rečemo, da so nam končno pa izraelsko vojno oziroma te spopade prikazali tako, kot se zagre? Ne. Pa se vrnemo v času nazaj. 5 let, jaz mislim, da toliko spomina vsak premore. Virus iz Kitajske, iz Wuhana, iz netopirja je preskočil in naredil svetovno pandemijo, epidemijo ali kako že. In zdaj bomo mi kršili vse ustavne pravice, zato ker smo mi najdeli enega netopirja, ki širi smrtonosni virus.
Izkazalo se je, da virusa dokazati ne morejo, da ne obstaja, da virus tudi pod točko razno ni bil smrtonosen, ampak da je šlo za bistveno bolj umazane in gnusne namene ter namere. In predrzneži si upajo celo reči, sej vas ni noben silu v cepljenje. To je mogoče v Ameriki bolj znano ali pa bolj jasno. No, pa sej vas nismo silili, sej ste šli sami. Mi smo na to opozarjali že pred časom, da se bodo zgovarjali točno na to. Vi poškodovani, vi s sepsami, predvsem v obnašanju, načinu dojemanja in delovanju je mnogo ljudi poškodovanih, kot da bi jim odrezali dušo stran, kot da bi jo čisto utišali. Tako se ljudje obnašajo brezdušno. Ne vsi, mnogi. Gnusne namene so imeli z nami. Ampak nam počasi postaja jasno, da njihovi plani niso šli tako, kot so si želeli. Ne? Oni so nas želeli, njihova agenda 2030, Svetovni gospodarski forum, WHO in NATO in vse te satanistične organizacije so želele nad nami izvajati teror, genocid, uničenje, eliminiranje brez pike slabe vesti. In ne obžalujejo, kar so počeli. Obžalujejo samo to, da so dobljeni na kriminalu. To zdaj govorim nalašč o, bom rekel, širši sliki. Ta enaka slika je skopirana v ljudi v vaši neposrednji okolici. Identično je. Veste, tisočletja se je med nami odvijalo, bom rekel, bojevanje med tem dobrim dušnim duhom pa med demonskim duhom, torej med človekovo zavestjo, ki je visoka stopnja inteligence, čustvene inteligence in spiritualne inteligence. Demonska zavest pa je zabita. Ona je trickster, to so čarovniki, ampak so zabiti. Oni znajo manipulirati. To je imajo možgansko inteligenco, mislim, možgansko inteligenco pravzaprav ta demonska zavest v človeku koristi, medtem ko človeka deprivira spiritualne inteligence in mu zmede čustveno inteligenco. Večinoma ljudje po svetu smo bili oziroma so še vedno v masovnem procentu so ljudje čustveno dezorientirani, torej brez notranjega kompasa, kar nam nakazuje, da ne zmorejo sešteti skupaj 2+2 v kontekstu virusa ni, genocid je bil izvajan strani ljudi, ki smo jim zaupali, torej zdravstvo, politika, organizacije in tako naprej. Ljudje ne morejo sešteti tega dvojega skupaj. Očitno ne. Ker če bi lahko, potem bi sešteli. Pa ne govorim vsi. Vsak zase ve, kdo se znajde v mojih besedah na eni ali na drugi strani. Nikoli ne smete nobene moje besede razumeti, kot da koga obtožujem, ker ga ne. Jaz zgolj komentiram tisto, kar vidim, kar sem opazil, kar je zelo pomembno v naši družbi, da razumemo. Jaz sem se 30 let boril s stvarmi, ki so mi bile čudne. In neizmerno sem srečen, ker mi stvari več niso čudne, ker jih razumem. Sem se boril, da sem dognal to čudnost. Da sem iz čudnosti prišel v jasnost, v razumevanje. In to bi rad podelil z vsemi. Ne glede na to, kje se je kdo ujel. Kajti vsi smo ujetniki, nihče ni šel sam. Sep narest, čustvene rane, se zastopimo. Ampak tam je izvor vsega zla, ki se je kasneje lahko prilepilo na človeka. In zelo se je ta, bom rekel, temačni svet z vsemi možnimi vzvodi trudil, da nam implementira, vcepi
to nižjo oziroma demonsko zavest, oziroma da iz našega življenja naredi pekel. Poglejte število brezdomcev, število ljudi, ki živijo na robu preživetja, pa niso ne krivi, ne dužni. So pa ljudje na položajih, ki se imajo, igralci, športni, filmski, glasbeni, politični, vse sort imamo teh igralcev, pa polni vsega, le sočutja nimajo do teh, ki so v pomanjkanju. Torej manjka jim komponenta, dušna, ta, ki pripada človeku. Človek ne more gledati nekoga v pomanjkanju. Jaz sem že nič kolikrat rekel, ne bom več vam razlagal, ker pizda noben nič ne da nazaj, pa ne morem, zato ker vem, da je neznosno število ljudi v stiski, v notranji praznini, ki jo nočejo priznati, ki glumijo, pravijo, da je okej. Če ni okej, ne sam sebi lagati, da si okej, če nisi okej. Ker najprej si moraš priznati, boli me, šele pol ti lahko kdo kaj pomaga. Dokler ne rečeš, boli me noga, pa ne greš k dohtarju pogledati, kaj je s to nogo, sej v redu, sej ni nič, hlebec pa raste, ne? Gležen pa raste. Ne moreš reči, nič mi ni, če pa vidimo, da imaš gležen tak, kot imaš. Ne moreš reči, v redu sem, če pa vidim na tvojem obrazu sesutje. Se to ljudje izžarevamo, kaj ne? In čuti se izžarevanje topline ali izžarevanje, oziroma bom rekel ne izžarevanje, ta občutek hladnosti, ki ga ljudje imajo, ta občutek brezbrižnosti. Veste, duša je narejena tako, da daje iz sebe svoje darove, za katere ni nič dala. Ego je pa narejen zato, da jemlje, da daje izključno sebi, preko trupel. To ni naravna zavest, kaj ne? To ni po duhu, kot ga opisuje Zvezdica Zaspanka. Ne? Ljudje smo res ena prečudovita, po drugi strani pa hecna bitja. Zaradi tega, ker smo naivni. Mi tako hitro verjamemo. Zato, ker mislimo, da so vsi prijazni. V otroštvu je bilo tako, zaupali smo staršem, zaupali smo učiteljem, zaupali smo tetam, stricem, babicam, dedkom, znancem, prijateljem, vsem smo zaupali. Na kraj pameti nam ni prišlo, da bi nas nekdo izdal. Da bi nekdo naše zaupanje zlorabil. Leta tečejo, ugotoviš, da si izdan, da si v ljubezni razočaran, da ne dobivaš nazaj tistega, kar si dal, kar duša daje. Nazaj pa ni prišlo, zato ker na drugi strani ni bilo tisto, da bi dajalo, ampak je samo od tebe jemalo. Ne? Nadomestek je bil pa, kučaš v materialnosti, pa sej vidiš, koliko jaz zate vse sort naredim in tako, ti mi moraš biti neizmerno hvaležen za zmeraj, zato ker sem ti dal enkrat nekaj materialnega, pol pa 40 let nič drugega. In tako so se mnogi ljudje ujeli v zakone, tako je cerkev ljudi prepričala, da če sta zdaj pa rinko gor dala pred Bogom, je pa zdaj to za forever in za zmeri je bila ujeta empatična duša v krempljih narcističnega duha, torej od ljudi, ki so bili v pomanjkanju svoje lastne svetlobe. Hologrami, sem rekel.
Mediji nam rišejo sliko pred očmi, kako trpeči so otroci tam, ki jim ne moremo pomagati. Kako hudo je stanje tam. Kako grozno se je zgodila nepravilnost tam. To ne sporočajo javno zaradi tega, da bi lahko kdo ukrepal, ampak zaradi tega, da v nas sprožijo proces čustvenega upletanja. Joj, pa otroci, joj, un je pa spet golfov, mater ta skozi krade. Znotraj vas se zgodi čustven vzgib, ki vas drži v stanju dezorientiranosti. Če bi človek hotel narediti prve korake k sebi, bi mogel najprej ugasniti konvencionalne medije. Ne rabim cajtanga, ne rabim medijev, v smislu televizije, ne rabim radija. Rabim predvajalnik glasbe, ki si jo bom sam izbral, in rabim predvajalnik, kjer bom lahko predvajal vsebino, ki je meni na dušo pisana, ne kontra duši, novice, drama, štala, imate težave s prostato, posvetujte se zdravnikom in farmacevtom. Jepem ti, nimam težave s prostato, farmacevte bi pa na špago spravil, aloh. In taka stvar tebe razvrva. Zaradi tega si jaz dam vsebino, ki je duši po godu. Ne? Upam, da komu je po godu tudi ta vsebina, ki jo v tem trenutku gledaš. Srčno si želim, ker ideja je, da naredimo kontrast med norostjo pa med smiselnostjo. Kaj imam jaz od informacije? Prometna nesreča v Celju, 2 mrtva. Kaj imam jaz od tega? Če si želim to k srcu, v bistvu imam zgolj čustveno disonanco. Distorzijo. In vsi ljudje tega sveta z mano vred smo bili in smo, jaz ne več, čustveno nestabilni. Zaradi tega na vsako najmanjšo provokacijo tudi reagiramo. Kadar znamo sploh provokacijo razumeti, da prihaja z naslova, da bi v nas zbudila neko čustveno reakcijo, ko znamo to prepoznati, lahko vdahnemo pa rečemo, čakaj, na tole bi se bilo pa smiselno odzvati malo drugače. In teh odzivov na reakcijo, odzivov na provokacijo je kar nekaj. Ampak niso nam naravni. Zaradi tega se je treba tega malo priučiti. No ja, so naravni, ko ugotoviš, da gre za eno igrico. Niso naravni, bom tako rekel, niso naravni. Mi smo živeli znotraj ene igre, za katero nismo vedeli. Mi nismo vedeli, da se tisočletja igra, preko igre gre v bistvu za lovljenje duš, gre za zatiranje duš, ker šele če so duše zatrte, da niso prebujene, takrat lahko igra obstaja, ker je tajna in skrita. Naš problem ni politika ali pa mediji ali pa sodnija ali pa farmacija. To je zgolj zunanji, vidni del, kot pri gobi, vidni del tistega micelija, ki se prepleta tisočletja skozi strukture nam nevidne. Satanizem podzemlja je gromozansko velika stvar. Fizično podzemlja in fizično podzavesti. In ta micelij, ta mreža ne funkcionira, če ne vsebuje ljudi. Torej je bilo treba ljudi spraviti v to igro. Blackmail, podkupovanje, zamenjava satanizma za dušo oziroma satanizem je ponujal slavo, uspeh, milijone, če boš delal za nas. Vendar,
Odmevni primeri prihajajo ven. P. Diddy je samo eden izmed vidnih obrazov, ki razkriva celo mrežo pedofilije znotraj krogov glasbe, filma, športa. Toliko smo navijali za športnike, a ne? No ja, mene šport nikoli ni zanimal, zaradi tega, ker podzavestno ne gre za konkurenco ali pa kompetenco, gre za kohezijo. Pleme je združeno, mi smo združeni v srcu, mi smo združeni v ideji, ne v ideji, v zavesti, pa seveda tudi v ideji vse bo dobro. Ko sem jaz v življenju se srečeval z ljudmi, sem dostikrat ugotovil, da ljudje z mano tekmujejo. Ni point, da tekmujemo. Point je, da sodelujemo. In sodelovanje si temna stran zavesti predstavlja drugače. Pa da se jaz malo vrnem na to temno zavest, temni duh v človeku, da mogoče se navežemo na prejšnjo oddajo. Ta temna zavest v ljudeh v bistvu si ni nikoli nič spomnila. Vse, kar je poslušala in kopirala našo zavest, jo obrnila na glavo in bila implementirana v človeka. Torej človek, ki poseduje, ki je dopustil, ki se ne zaveda, da gre za negativno zavest, torej obrnjeno zavest. Tak človek deluje kontra življenju, kontra naravi, kontra človeku, kontra živalim. On ni za življenje, pa za slogo, on je proti življenju, pa proti slogi. Deli in vladaj. Razdeli ljudem naloge in razdeli jim delo in nihče ne bo vedel vsega. Če greste na upravno enoto, na tem okenčku veste o tem, na tem okenčku pa o tem. Na tem okenčku pa boste rešili te stvari. Ampak ti ljudje ne vejo, kako stvari na široko izgledajo. Sploh ne razumejo koncepta. In če ga vprašaš, zakaj je tam, on sploh ne ve. On izdaja prometno dovoljenje, karikiram, ali pa gradbeno dovoljenje. Če pa ti njega vprašaš, na čigavi zemlji se pa to zdaj gradi, kdo je lastnik zemlje bil, prednji je bil ta lastnik. Ne vem zdaj, ali je to občina ali nek privatnik. Ta zemlja je naš habitat. Včeraj sem rekel, med Bogom in človekom se je ušunjal župnik kot zelo pomemben člen. Religija nasploh. Med človeka in njegov habitat, zemljo, pa se je ušunjala politika, sistem. Oni so rekli Indijancem, mi vam damo malo tlele zemljo. So Indijanci rekli, od koga ste pa vi to kupili? Ta zemlja je že od nekdaj naša, od kje si ti zdaj prišel? Tako da razumemo, da v bistvu materialnost je tisto, preko katerega v bistvu smo vsi ujetniki tega, ne? Tudi to dedovanje in tako. Veste, nekdo je podedoval 100 hektarov gozda, nekdo pa niti 1 kvadratnega metra zemlje, ne. In unka ima 100 hektarov pravi, je težko biti kmet, moraš delati. Unka nima 1 kvadratnega metra, tak sem jaz. Bi pa, če nimam. Ja, pa je treba delati. Treba delati, ne. Če bi ta filozofija pelala, pol bi bil osu na kmetiji v bistvu lastnik kmetije. Ali pa mula, ne. Tisti, ki najbolj dela, je najbolj hud. Torej, vol je lastnik farme, a ne da? Vol je še zmer vol, on sam dela. In takšna je bila filozofija ujetja. Mi smo verovali, da ta sistem dela dobro za nas.
pa temu še zdaleč ni to tako. Ja, še enkrat bom se vrnil nazaj na mojo rdečo nit, ta hologram. Kot nam poročila prodajajo navidezni virus, navidezne vojne, navidezne konflikte, navidezne tudi rešitve dajo, ne, navidezne, ki v praksi tudi približno niso tako, kot so predstavljene. Na podoben način nekdo vam pove o nekom neko kleveto. In vi tega ne preverite in to nesete naprej. Od tega vi, od te klevete, direktno nimate nič. Vi ne. Unmu, ki ste povedali naprej to kleveto, ne vi, ne on nima nič od tega. Kdo pa zdaj kaj ima? Ne, da kdo ima, nekdo nima. Zaradi te klevete je nekdo prišel na slab glas, ker se je raztresla po vasi laž. In tako je nekdo izgubil renome. Ko pa mi javno vidimo nekoga, ki je bil, ne vem, zaprt, danes je pa predsednik največje stranke, dokazano en kup manipulacij, en kup špekulacij, en kup nepravilnosti. Ja, pač laže, ne. Mislim, da sem jaz naredil toliko prekrškov v življenju, kot jih je naredil ta največji strankarski predsednik, jaz bi bil do smrtni ječi. Zaradi tega, ker pravila pa niso za vsa enaka, veste? Pa to ni nobena kleveta. To so pa dejstva. Zaradi tega, ker ko je treba odgovarjati, jih ni. Še vedno je odprt primer, kako je sestrelitev enega helikopterja, kjer je vpletenih mnogo javnih oseb, ne? Ja, mnogo ljudi misli, da jim je sistem kriv hrbet, ščitil hrbet. Tudi P. Diddy je mislil, da ker FBI pa CIA pa vse te agencije so močno zelo skrbele, da so se stvari pometle pod preprogo, tudi v Janševem primeru je tako, pa v Jankovićevem, pa v von der Leyenovem, pa vseh veljakih, ki so na teh, bom rekel, javnih političnih mestih, to je večji del vse popackano. Ne, pa spet nobenega ne obsojam, jaz zgolj, ker dajem primere, ki so vidni vsem, o osebah, ki so javne. Namenoma sem rekel osebe, ker človek ima stik z lastno dušo, oseba pa se identificira z zavestjo temnega izvora. Prav? Da imamo mi to ločeno. Vsi znotraj sebe smo ljudje, ampak kaj je tisto, kar daješ v spredje? Ali daješ srčnost, ali daješ antisrčnost? Daš zahtevanje, ali daš prošnjo? Ljubezen sama se ponuja, se ne vsiljuje. Zgolj temačna zavest je vsiljiva, k Jehove priče, k oni MV-ovci. Moraš, mislim, ne moram. Oni ti narekujejo tempo. Ne, tvoj tempo je ta prav tempo in iz tega naslova se moramo mi slow down, upočasniti se moramo. A ne? Ne vem, kaj sem zgubil. Zgubil sem misel, ki mi je prišla okrog teh velikih ljudi, ki so upali, da jim sistem krije hrbet. Sem se vrnil nazaj, pa vendarle. Vsi so imeli o vseh podatke, tudi zaradi tega so se lahko drugega malo držali, a ne, za jajčka. Ampak nihče ni predvideval, da se vsi ti podatki backupirajo tudi na en strežnik, na lokacije, ki pa niso v lasti psihopatskih elit, ampak so v lasti belih klobukov. Upam, da poznate izraz beli klobuki, gre za ekipo prebojenih ljudi,
Vedno so bili prebujeni ljudje. Valjda ste gledali in Matrico, valjda ste gledali in Avatar, valjda veste, da se tudi ekipa belih ljudi trudi k prebujanju in za prebujanje vsakega posameznika in celotnega človeštva, in nekje je bilo treba poiskati konc. In ker so ljudje naredili mnogo zelo studnih kriminalnih dejanj, ki so mislim, uničenje človeštva, uničenje človeka, toliko so to globoka kriminalna dejanja. Pa ne mislim tlele sem Faucija pa von der Leyenovo pa tako. To pa niti ne sem zdaj Kacina ali pa tega, kaj je bil Kreka. To so ljudje v vaši neposrednji okolici, ki so ven čist normalni gospodje ali pa gospe in imajo velike, močne lovke in vplive naokrog in naokrog. In o vsakem slehernem človeku se zberajo podatki. O meni, o tebi, o vsakmu pedofilu. Vsaka transakcija je zabeležena, vsak prehod je zabeležen, vsak klic, mail, message, sporočilo, dark web, vse je zabeleženo. In odkar je Trump stopil prvič na predsedniško mesto, od takrat dalje je v zakulisju en kup stvari drugače. Mislim, Washington DC, mi smo mislili, vsaj jaz, no, ali pa večina ljudi je ziher tako mislila, da Washington DC pač je tako distrikt, neki pač glavno mesto Amerike, mislim, središče Amerike, politično, ali, ampak to je bila država v državi. Mislim, tako kot Vatikan, država v državi. Ne? Washington DC kot država, imenovana država, je v bistvu korporacija, firma, ki je upravljala z Američani, kot je Vatikan upravljal s svojimi verniki. Pa ne samo verniki, z ljudmi iz svojega rajona. Te strukture so padle. In tako, kot prej nismo vedeli, da je Washington država v državi, tudi zdaj ne vemo, da to več ni. Mislim, javnosti to ni predstavljeno. Še. Vse to pride na plano. Tukaj smo zato, da malo nakažemo smeri, pa da v bistvu pomirimo duha, da v bistvu vse gre tako, kot mora iti. Če nisi kriminalno bil usmerjen, to nima biti kaj strah, sploh. Če pa si bil kriminalno usmerjen, bi bilo pa super, da čim prej s tem prenehaš, ker sicer boš prav v kriminalu ujet. Mislim, pravzaprav so čist vsi. To je že znan podatek iz leta 2017-2018. We got them all. Imamo vse. Nismo si takrat predstavljali, kako, zdaj pa je meni vsaj osebno jasno, na kakšen način so vsi ljudje ujeti in prečekirani. Tudi o meni. Sam o meni je brskala in temna in svetla stran. In nobeni niso najdeli nič slabega, ne? Mislim, nič tacga, kar bi bilo povezan s težkim kriminalom, ne? Ne vem, trgovanje z otroci, adrenokrom, droge, nič tacga niso najdeli. Pri marsikomu, ki pa je v bistvu izgleda, da on sploh o adrenokromu nikoli nič ni slišal in nič ne ve, tudi danes še nič ne ve, ker ni slišal nič. Polhen pa k brod, kot ladja polhen. Veste, folk se je pretvarjal, močno zelo, to je ta moja 11. božja zapoved, ne deli se neumnega, je še kako na mestu. Zaradi tega, ker ljudje se napravijo bukoga, ne, nič ne vem o pedofiliji, ne, nič ne vem o adrenokromu, ne, nič ne vem o ničemer, razen v bistvu o vsem vse vem, tako da ti meni ne boš pameti solil. Ni to paradoks? In mi smo pa vsi zabiti, a ne? Ja. Mi pa verjamemo vsemu temu. Tle sem si napisal, če nekdo sebe proglasi za nedolžnega. A je to res? Ja, ni nujno, ne? In če nekdo strani posameznikov postane
označen za norga, torej jaz, v mojem primeru jaz. Nekdo je mene proglasil za norga. A je to res? Ja, ni nujno, ne? Se pa seveda takoj pojavi sum in vprašanje, zakaj je nekdo z blatenjem in proglaševanjem in širjenjem klevet sploh začel. Naj vam povem, da vas v življenju nihče ne sovraži bolj kot tisti, ki se boji, da boste o njem bleknili kakšno resnico. Mene so probali frderbati z lažjo, jaz lahko frderbam ljudi z resnico. Sam ni point, da frderbam ljudi, point je, da uničimo pohod demonske zavesti. Zaradi tega smo rekli, konča se z nami. Pri meni se je končal. Demonska zavest je iz mene, upam, da odmaknjena. Bog si ga vedi, če se še kje kaj skriva. Ne vem. Mislim, da ne, vem pa ne. Ne dam roke v ogenj, ker ta svinarija je zapičena tako, da se ti zmeša. Vem pa to, da meni dekla ne more dvigant več noben. Ne. Pokrovke meni dvigant ne more nihče. 35 minut. A bo dost? A čem še kaj prebrati? Še eno imam tlele zelo močno za grande finale. Vrh predrznosti je jebat v mozak nekoga, ki je v globino naštudiral, kako jebanje v mozak sploh poteka in deluje. Da pa na ta vrh predrznosti damo pa še vrh naivnosti, je pa ta, da smatra ta, ki je bil predrzen, smatra, da bo iz te igre, ki jo je ponudil, izšel kot zmagovalec. Okay? Ljudje so se igrali igro, jaz sem igro prepoznal, pa ne samo igro enega klana, pa igro drugega klana, jaz poznam igre mnogo klanov. Ne vem, če vseh, ampak vzorc je pa itak povsod isti. Ampak jaz poznam ta klan in ta klan. Oni pa med sabo se ne poznajo in mislijo, da so ful frajeri. Ampak šefa imajo pa istega. Upam, da ste me razumeli, kaj sem hotel povedati. Če ne, veste, kje me najdete. Vrh je vedno, stičišče je vedno isto. Pri vseh klanih predstavljajte si, v MV-ju imajo diamante. In ta diamant je v bistvu vrh vsega in stičišče prve, druge in tretje noge. Zdaj pa ti ljudje med sabo se pa ne poznajo. En deluje v Mariboru, en v Trzinu, en v Kopru. Načeloma nimajo nič skupnega, razen, ker se dobijo na srečanju. Se ne dobijo na srečanju vsi. Ampak tako, nekako prav je, da igro prepoznamo. Prav je, da prepoznamo holograme. Pa niti ni potrebno jih pravzaprav toliko prepoznavati, ampak da ničesar ne jemljete osebno v svoja čustva, da niste zaradi neke XY informacije in situacije vi čustveno upleteni. Ne? Čustvena stabilnost je izhodišče. Jasna čustva, jasne misli in na plano lahko začne prihajati tisto, kar je šepetajoče. Duša ni glasna. Ego je glasen, temna zavest je glasna pa vsiljiva. Duša je tiha, nežna, načeloma je malo sramežljiva. Dok se ne postavi zase, je ona sramežljiva, taka malo strahopetna, ampak navihana, prijazna, lepa, vesela in takšni ljudje po karakterju smo. In točno karakter so nam ubijali, mi pa moramo karakter negovati in vzgajati. To je naš osebni pečat. Nikoli prej in nikoli kasnej ne bo človeka, kot si ti, ko boš razvil svojo dušo v popolnosti, v svojem karakterju, v svoji avtentičnosti. Če pa se primerjaš z nekom, potem pa to nisi več ti, ampak si njemu podoben. In kdor v sebe vzame pezdeta, to temno zavest, jo daje v ospredje, je pa njegovo delovanje pezdetu podobno. In po delovanjih, po delih se bomo prepoznali,
Ljudje marsikaj zavijajo v lepe besede, ampak odnos do ljudi, do narave, do živali, po teh delih pa se mi razlikujemo. Po njihovih delih jih boste prepoznali. Po delih se boste prepoznali. Mehkega, toplega in srčnega človeka prepoznaš po njegovih gestah. Duša nikoli ni nikomur vsiljiva, se zastopimo. Duša od nikogar nič ne zahteva. Ne. Duša vabi. Ljubezen vabi. Ljubezen se ponuja. Ljubezen se ne vsiljuje. Vsiljuje se zgolj princip, da bi ljubezen bila odvzeta. In na svetu je ta temna zavest in ideologija stremela k temu, da je nam ljubezen odvzeta, čustva, da so stresirana, stressed, torej pretresena, in da je naša zavest, nivo zavedanja pod stopnjo 200, kar je pogoj za vstop demonske zavesti. Ja? Ko dvignemo zavest, o tem smo se veliko pogovarjali, pa še se bomo, dvigovanje zavesti je za moje pojme ključ. Ko sem prišel do tega spoznanja, se je kar nekaj stvari razjasnilo in postavilo na svoje mesto. V vsakem primeru, ne glede na to, ko rečem oni pa mi, gre za to, da v bistvu vsi imamo dušo znotraj sebe in vsi smo bili deležni demonske zavesti. Vsi. Ko se v zavesti začneš dvigovati, takrat je več duše pa manj demonske zavesti. Lahko si svetnik ali pa grešnik, ampak ne v isti osebi. Ne grešniki smo itak bili vsi. Lahko si kriminalc ali pa svetnik, ampak ne istočasno. V tebi je dobro, zametek dobrega je v vsakem človeku, ampak ali je to razvil ali ne, je pa seveda videti preko del, preko dejanj, preko odzivov, kako človek funkcionira. A ne? Ljudje imajo preveč v ospredju to temačnost, se celo z njo pohvalijo, medtem ko duša not trpi, kar je videti. Meni ja, zdaj ne vem, vsi to vidite ali ne. To je pač tudi branje telesa, branje energije, čutiti energijo. Naša intuicija je zelo obsežna stvar, to ni zgolj tako neki. Naša intuicija je osnova, mi smo 2/3 oziroma večji del smo elektrika, ki deluje na senzoričnost signalov, ki jih oddajajo vsa živa bitja. In zazna se negativno vibro pri človeku ali pa pozitivno. To je zaznati, nič drugače. Beremo o tem lahko že dolga leta, me pa blazno veseli, da sem prišel do točke, da lahko to tudi občutim. Kaj sem hotel tle še reči, igra, temačnost, kaj damo v ospredje, vsi, nočem nikogar ločevati. Vsi imamo znotraj sebe temno pa svetlo zavest. Ampak temna zavest deluje na neumnosti, nizka zavest, nizka razgledanost, nizka inteligenca, odsotnost čustvene in spiritualne inteligence. Kadar se dvigaš po stopni zavesti, se ti vžiga in čustvena in spiritualna in istočasno mentalna inteligenca in ti rasteš po stopni zavesti višje. Jezus je bil na 1000, Nikola Tesla na 600, srce se začne pribujati okrog 400. Stopnja, ko moraš užgati svoj pogum pa reči dosti je to stopnja 200, pa to je prelomnica in nas so želeli držati v strahu, da mi ne dobimo poguma, da bi začeli plezati po lestvici zavesti višje. Pa moramo, to je naš point.
In višje, ko si v lestvici, bolj se v tebi prebuja in avtonomnost in dostojanstvo in odnos do ljudi se ti spremeni na lepše. Sicer napadov je mnogo, ampak moj odziv je lepši, kot je bil kadarkoli. Jaz na ljudi ne popizdim, ampak tudi jaz znotraj sebe ne popizdim, zato je lahko odziv meren. Zato, ker mene nič ne more s tera vršt. In to je tisto najlepše, za kar bi bilo vredno stopati na pot k samemu sebi. Ne? Torej, začeti dvigovati zavest. Kako in kaj okrog zavesti se bomo pogovarjali zagotovo še, ker to je za moje pojme ključ vsega razumevanja, da v bistvu rečemo, ja, vsi smo eno, ampak ne smemo dovoliti, da nizka zavest dominira nad nami. Torej, tudi nizka zavest v drugih ljudeh na nas ne sme dominirati. Ne smemo nikogar zaradi tega obsojati, lahko samo razumemo, je ujet v nizko zavest, ampak vidim v njemu tudi dušo, ki trpi zaradi objestnosti nizke zavesti, demonskega duha. Torej, ljudje so znotraj sebe trpeče duše, ven se pa duvajo, ampak to ne dela pristna duša, to dela demonska zavest. Jaz upam, da smo si malo razjasnili stvari. Vsekakor nihče vam ne more podati vsega potrebnega znanja, ki ga potrebujete za svoj dvig zavesti. Vsak bi mogel raziskovati in tudi moje oddaje so namenjene temu, da ste dobili kje iztočnico in začnete uporabljati najbolj sodobno orodje ChatGPT in ga vprašate, naštej mi stopnje zavesti po Hawkinsu, kje se nahajam jaz, kako naj dvignem svojo zavest, počutim se žalostno, kaj mi svetuješ in tako naprej. Orodja so tle, znanje je tle, izhodišča so tle, ničesar od nikogar ne jemljete zdravo za gotovo, ker tisto, kar je produkt vašega razumevanja, je namenjeno vam, zaradi tega pa ste prehodili kompletno življenjsko pot, da ste prepoznali tam izdajo, tam zlorabo, tam načrtno uničenje, tam ste prepoznali, ste uspeli spoznati, kaj jaz vem, laž, prevaro, krajo, manipulacijo in tako naprej. Vse to vam je bilo dano videti, kar ne pomeni, da se morate tega oklepati, prepoznati, odpustiti in reči čau ragazzi. Od mnogo stvari, ljudi in odnosov se bo treba posloviti. Mnogi ljudje zdaj masovno prihajajo do tega. Jaz sem te stvari obdelal pred leti. Izguba vsekakor boli, tudi izguba ega je boleča stvar, ampak odrešilna. Odrešilna zaradi tega, ker nisi več ujetnik lastnih misli, ampak postaneš opazovalec misli, ki so takšne in drugačne in imamo čustva za to, da jih nucamo, da jih koristimo, da jih občutimo. Nizka čustva nikoli ne predajajte drugim ljudem. Žalost, strah, jeza, napetost, maščevanje, nikoli tega ne devajte v ljudi. Obdelajte sami, dajte drevesu, dajte polštru, dajte narava, to super govta. Ideja je, da to spustite skozi, da postanete pretočni, nikoli pa tega ne zadržujte v sebi. Ker dokler zadržujete v sebi, ne pretakate energije in ko reka neha teči, se postavi v ribnik, se ribnik usmredi. Je tako, enako je z našimi čustvi in občutki. Dragi moji, želim vam, da ste najdeli kaj pametnega, da izkoristite dan, da izkoristite občutke, ki so vam dani in ne, da se v njih ciklate in čakate, da bo prišel odrešenik, ki bo odrezal ta gordijski vozel. Ne bo. Vi ste odrešenik tega vsega znotraj sebe in kakor sem rekel, tisočletna bitka med temo in svetlobo je tukaj, njihov čas je pretečen, njihov blef je prežvečen, prečikan, konec časa, kako sem že napisal, ja, končan, a ne?
v redu je ni zame. Dobro, dragi moji, želim vam prečudovit dan, želim vam, da ste močni, stabilni in da vas nič in nihče ne vrže iz tera in da se počasi začnete zabavati, ko opazujete blef. Nekdo vam blefera, pa ga kar malo bolj pogledajte, če imate prav, ne, oziroma mečkam pogledajte delovanje. Ne. Vidite, da boste malo opazili, da en kup stvari ne valja in da marsikdo se zaveda, da zelo slabo špila. To je to, dragi moji, vse dobro. Vsem. Čau.